Za predstavitev tega vozila sem moral pa dobesedno na drug konec sveta. Carinica se je prav režala, ko smo rekli, da smo sem prišli peljati na avto. A samo zato, je rekla. Ja, 24 ur je trajalo potovanje, prilegel se počitek, zdaj pa akcija. Nisem v Južnoafriški republiki, če ste pomislili ob teh tablicah in čeprav jih tudi tam delajo za naš trg. Sem pri njihovih zahodnih sosedih v Namibiji. Moram prav paziti, da mi kakšen lev ne skod za vrat. Čeprav je keson uporaben tudi za takšne trofeje. 2 dni se bomo vozili po tej nori pokrajini, ki so mokre sanje vsakega voznika terenskega vozila. In ne vem, zakaj še nakladam tukaj, če pa me čaka toliko zanimivega. Toyota Hilux pozna praktično ves svet. Na črni celini je to eno najbolj priljubljenih vozil, ker prepriča zanesljivostjo in predvsem trdoživostjo. Terenski vodič, ki ga kličejo Šakal, je rekel, da že vsa leta uporablja samo Hilux, ker je enostavno najbolj odporen na takšen teren. Ko izveš, da je tukaj v Namibiji 80% vseh cest makadamskih, ti je hitro jasno, da pač rabiš nekaj takšnega. In da ni za tiste, ki sovražite zaprašene avte. Več kot 18 milijonov Hiluxov so že prodali po vsem svetu od leta 68, tole pa je 8. generacija. Že samo ta podatek priča o priljubljenosti. In evo, po vsem makadamu, ki ga imam že med zobmi, končno prava terenska preizkušnja. Nam je Bahrajn sreča na tem področju, ki meji na puščavo, nadmorska višina je tukaj okoli 1700 metrov, teren pa čisto nič prizanesljiv do Hiluxa. Tukaj sta pomembni 2 novosti. Šasija je zdaj še za 20% bolj vzvojno trdna, ker so povečali debelino stranskega okvirja in vpetje povezovalnih členov. Potem pa še izboljšano podvozje, pri čemer ima ta zadnji kolesi 20% večji hod, zato se takole suvereno pelje po teh grdih skalah, malo pa so povečali še listnate vzmeti in jih namestili bolj učinkovito, da nima težav tukaj in na običajni cesti. Ja, uporabniki pick-upov so postali vse bolj podobni lastnikom SUV-jev in zahtevajo, da se takšni poltovornjaki peljejo čim bolj udobno. Hilux s tem nima nobenih težav, res se čuti napredek. Podobne občutke glede napredka bo imel voznik tudi v kabini. Stari Hilux je bil na trgu že 12 let, zato ga je že fejst povozil čas, če gledamo, kaj vse mora imeti danes vozilo v kabini. Tukaj so novi merilniki, klimatska naprava nima samo lepših gumbov, ampak je tudi bistveno bolj učinkovita, prestavna ročica je krajša, izgled armaturne plošče moderen, tule pa še 7-palčni zaslon, ki je občutljiv na dotik in izgleda kot kakšna tablica. Spredaj sta pred sovoznikom 2 predala, veliko je prostorov za pijačo, ki jo boste seveda rabili v puščavi in zdaj se še boljše sedi. Ja, lej, na stopinjah mora biti udobno in prijetno v kabini, medtem ko zunaj žge sonce. Zdaj je že 38 stopinj zunaj, pa se v Namibiji bliža zima. Mimogrede, tale država je približno 40-krat večja od naše Slovenije, pa ima le malenkost več prebivalcev kot mi, 2,5 milijona. To pomeni, da boste na poti več ali manj srečevali le živali, ko je ljudi tako malo. Tukaj v puščavi sicer ni toliko, ampak mi smo se prišli sem peljati, ne na safari. In kot vidite, se tudi nad vremenom ne morem pritoževati. Sonce ves čas sije, baje bi lahko z elektriko napajali vso Evropo, če bi prekrili 3% površine države s sončnimi celicami. Verjetno je še daleč ta dan in če jih že postavijo, bodo takšni kotički ostali nedotaknjeni. Sipine so mokre sanje vsakega voznika in tukaj se vidi, kdo ima občutek in kdo zna dobro predvidevati, kaj se bo zgodilo naprej. Če nisi pozoren, se hitro zakoplješ ali pa zaletiš v vozilo pred sabo. Je pa super zabava tole. Lep dokaz, kaj zmore čisto serijski Hilux brez resnih predelav, kot je recimo tale dirkalnik za Dakar, s katerim so nas lepo presenetili med postankom. A ja, še motor. Zdaj je delovni konj čisto novi dizelski 4-valjnik, ki ima 2,4 litra delovne prostornine in 110 kW, torej 150 konjev. 400 Nm navora je celo 40 več kot pri prejšnjem 3-litrskem in zaenkrat se zdi za večino preizkušenj dovolj zmogljiv. Mogoče se na kakšnem daljšem klancu na odprti cesti pozna manjša prostornina in japonski inženir se je samo nasmehnil, ko sem ga vprašal, če pride še kaj močnejšega v ponudbo. Je pa tule še gumb Power, da je motor bolj odziven, koga briga eko, a ne? Izboljšan je tudi tale ročni menjalnik, samodejni 6 prestavami je čisto nov, pri klopljivemu 4-kolesnemu pogonu pa so dodali še zaporo zadnjega diferencijala, ko postane teren res zahteven. Na koncu še obvezno polnjenje pnevmatik, ki smo jih za vožnjo po sipinah spustili na 0,8 bara, zdaj pa pod tuš sprati ves pesek sebe, da ne bom še česa odnesel domov. Sva se z novinarskim kolegom prav hecala, da bi bilo fino, če bi na mesto z avionom morala zdaj na pot s Hiluxom. Se zdi, da je bilo čisto enostavno.
Ja, to je pomembna lastnost takšnih vozil. V bistvu gre za delovni stroj, ki ga je res enostavno uporabljati in ki ne obstane na vsakem robniku. Čez en mesec bo na voljo tudi pri nas, če vas zamika takšen najbolje prodajeni pick-up po Evropi do danes. Ja, misliš, da je zakopati? Premrzla, ne? Predvsem.